Veš, kaj sem imela elastično, da ti biti gledal, da si pa lijepo zavodila. Če sem zdaj nazvodila od brzine, opet tegli pozobila. Ti si mi rekla, lati brža.
vsem, ki ste prišli sem k nam v Prlekijo, v deželo čudovito, kakor iz lepih sanj. Res čudovita je ta naša dežela in čudoviti so Prleki. Ponižni, delavni, prijazni in gostoljubni. Z delom in z neizmerno voljo je uspelo gospe Kristini in gospodu Stanku Jurkoviču uresničiti cilje, ki sta si jih bila zastavila. Zato velja zahvala vsem, ki ste jima na poti do ciljev pomagali in prišli v Ormož s toplino v srcu. Magistra Toneta Simoniča, direktorja podjetja Agroruše iz Ruš. Gospod Simonič, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, dragi poslovni prijatelji, spoštovana zakonca Jurkovič. S posebnim zadovoljstvom izgovarjam danes pozdravne besede ob dogodku, ki je v današnjem času še vse preveč redek. Občudujemo poslovno zgradbo, ki bi bila v ponos mnogo bolj razvitim okoljem, kot je naše, zato je lahko naše odobravanje toliko večje. Po osamosvojitvi Slovenije se je pri nas sprostila podjetniška miselnost. Slovenske pridnosti, iznajdljivosti in ustvarjalnosti nič več ne more ustaviti. Res so časi lastniške preobrazbe težki, ko morajo novi pogledi in gospodarski prijemi lomiti staro miselnost in ležeren odnos do dela in ustvarjalnosti, ki ga je pogojeval neki drugi režim. S tem se danes sooča dobršen del Evrope. Ustvarjalnost in podjetništvo je izziv za pridne in sposobne. Podjetništvo pomeni imeti dober občutek za uspeh, pomeni mnogo razmišljanja in tudi neprespanih noči, zahteva odločitve z riziki in obilo hrabrosti. Vse to najbrž imata tudi zakonca Kristina in Stanko Jurkovič, ki sta se odločila vložiti svoje znanje, dolgoletne izkušnje in tudi kapital v izgradnjo te poslovne hiše, ki bo odslej krasila ta poslovni del Ormoža. Sta tukajšnja domačina, ki poznata razmere in ljudi in ki vesta, kaj potrebuje kraj danes in kakšne bodo želje ljudi tudi v prihodnjih letih. Poslovno zgradbo torej danes predajamo namenu. Omogočila bo poslovanje zasebnim firmam in sicer. Pretežni del poslovnega prostora je namenjen firmi Jurček d.o.o., ki jo vodi gospa Kristina Jurkovič. Na policah te trgovine bodo ponujeni najsodobnejši premazi, laki, barve, lazure in izolacijski material. V sklopu trgovine bo tudi najnovejša naprava za mešanje barv, Heliumix, ki bo zadovoljila še tako zahtevnega kupca. Na firmo Jurček se funkcionalno navezuje SP firma Slikopleskarstvo in izolaterstvo pod vodstvom gospoda Stanka Jurkoviča, ki s svojimi sodelavci izvaja vsa slikopleskarska in izolacijska dela. V stavbi je našla svoj prostor tudi firma Mihajla d.o.o., ki bo našim vinogradnikom nudila vinogradniško, kletarsko in enološko opremo. Mihajla d.o.o. ima zastopstvo tudi za traktorje Carrare, ki so zlasti učinkoviti na naših strmih pobočjih. In ko bodo že naši vinogradniki, kmetje in vrtičkarji obiskali to stavbo, se bodo ustavili skoraj zagotovo tudi v prostorih trgovine Jurko d.o.o., ki bo ponujala gnojila, škropiva in semena. V sodelovanje se na tem področju vključuje Agroruše s svojimi poznanimi gnojili in škropivi, pa tudi s premaznimi pripravki in tehničnimi lepili. Agroruše bo tako ves svoj program v tej hiši ponujala praktično po tovarniških cenah z vsem potrebnim komercialnim in strokovnim servisom. Te 4 firme bodo torej od danes pričele s poslovanjem. Prepričan sem, da se zavedajo velikega izziva, ki ga omogoča tržno gospodarstvo s svojo neizprosno tržno zakonitostjo in konkurenčnim bojem. V takšnem svetu uspevajo le sposobni in korektni poslovneži. Vse drugo zamre in propade. Zaželimo torej vsem, ki so se odločili v tej imenitni poslovni zgradbi, uresničiti svoje osebne in podjetniške cilje, da bi imeli dovolj modrosti, pridnosti in poštenja,
Le tako bodo resnično uspeli, rasli in se razvijali v svoje lastno zadovoljstvo in v korist celotnemu kraju. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam, gospod magister Tone Simonovič. Hvala za besedo. Jaz bi se ob tej priložnosti najlepše zahvalila gospe Kristini in gospodu Stanku za vso razumevanje in enkratno sodelovanje, zaupanje. Hvala. Zahvaliti se moram vsem svojim poslovnim partnerjem, vsem, ki ste mi kakorkoli pomagali, mojim staršem in mojemu Dušanu. Hvala. Boste stopili, prosim, malo sem, za eno malo pozornost. V takih priložnostih je seveda nemogoče skriti solze, ki so tokrat upravičene. Svojo, brači v Goricah pa svojo. Ob večerih, ko gospodinje postrežejo s hrano, gospodarji pa s pijačo, se sliši pesem Dolgo v noč. Moški decet iz Miklavža pri Ormožu bo zapel 3 pesmi: Štajerski fantič, Okoli hišice in Kolikor kapljic. Sem fantič zelenega štajerja, sem zmeraj korajžen vesel, kedor se pa jezno in kislo drži, ta štajerski fantič pač ni. Ta štajerski fantič pač ni. Na štajerskem hrib vsak lepo zeleni in trpica vinska rodi. In vsi ga tam dobre volje pijo in pesmi si zraven pojo. In pesmi si zraven pojo. Še ko bom umiral, si bodem zapel in spet je vzel sveta slovo. In upam, da Bog me v nebo postrejel, pri njemu bom vekomaj pel, pri njemu bom vekomaj pel. Same rožice, okoli hišice so same rožice, okoli hišice so same rožice, kjer moja ljubica prav sladko spi.
smislo se drži, ta za našo družbo ni. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Tako ubrano poje jo možje iz Miklavža pri Ormožu pod vodstvom gospoda Leona Laha. Trgovski center Jurkovič naj zaživi. Namenu naj ga preda gospod Stanko Jurkovič, človek, ki je dokazal, da zna in želi delati. Mikrofonu zdaj vabim še gospod Kristino Jurkovič, ki bo veliko raje dela, kot pa govori. Gospod Kristina, izvolite. Spoštovani gostje, vesela sem, da vas lahko povabim na ogled pravkar odprtega trgovskega centra. Hvala lepa, gospod Kristina. Pod Slavko Petek. Naj povem samo še zanimivost. V orkestru igra tudi Jurkovičev najstarejši sin Dejan. Dejan, ostani, da te vidijo. Ormoški godbeniki pa se bodo zdajle predstavili še skladbo Vilka in Slavka Avsenika na Golici.
Hvala. Ne, res. Mora predelati. Te pa, ja, te pa ti mora predelati. Sam nekam spraviti. Ne. To mora biti. Za to. Da mi nekako. Hvala ti da sreći. Ja sam ti nije ovdje. Gledam malo pa, sve 32 na dvore. Tako da nešto to gledam, kada vidim da ne bi vidim, onda kada... Babica, to da ga vorimo. Sad.
Gremo naprej, če ne nas otapraš, ne. Ma ne, da otapraš, ne, mene se dolgo sve.